Slavnostna seja občinskega sveta ni namenjena razpravam občinskih svetnikov, temveč so v ospredju nagrajenci, tisti, katerih delo je lokalna skupnost prepoznala kot izjemen prispevek pri delovanju v kraju ali v celotni občini. Tokrat so podelili 5 nagrad, med drugim so razglasili tudi častnega občana. Letošnje praznovanje je pravzaprav bi rekel dvodelno. Po eni strani se spominjamo znane Medvoščanke, mogoče tudi pogledujemo po njenih vrednotah, gledamo, kaj je tisto, kar jo je gnalo skozi življenje. In ko primerjamo njene vrednote in primerjamo vrednote naših nagrajencev, ugotavljamo, da niso važna leta, da ni važen kontinent, ampak so neke vrednote svetu lastne, kajti tudi naši nagrajenci letos, tako častni občan Metod Ferber kot ostali prejemniki plaket in pa medalj, so tisti, ki, kot sem rekel v svojem govoru, delajo majhna dela z veliko ljubezni. Torej ne gre za to, da smo prepričani, da moramo vsi puščati en ogromen pečat na tem svetu, ampak vsakdo lahko v svojem majhnem svetu pa res pusti pečat s tem, da če majhna dela z veliko ljubezni. Zagotovo so vsi letošnji nagrajenci v svoje delovanje vložili ogromno ljubezni in pustili velik pečat v lokalni skupnosti. Medalji sta prejela Klara Marija Plešec in skupina prostovoljk in prostovoljec Društva upokojencev Pirniče. Slednji so si priznanje prislužili zaradi dela v vseslovenskem projektu Starejši za višjo kakovost življenja doma. Letno pa opravijo okoli 1550 prostovoljnih ur dela, poleg tega pa sodelujejo še pri številnih drugih prostovoljnih aktivnostih. To smo ljudje, ki čutimo, da moramo tudi drugim pomagati. In kakšna vrednota je, ko vidiš hvaležnost in iskrivost v tistih ljudeh, ki jim pomagaš. Kako je prijetno, ko prideš na obisk in čutiš, da si zaželjen, da se te veselijo in ti greš potem od teh ljudi z enim zadoščenjem, z enim dobrim občutkom. Skupino prostovoljcev sestavljajo poleg vodje Irine Stanič še Rozalija Strojan, Julijana Zadravec, Karolina Ličen, Fani Radoha, Jožica Zavolovšek, Veronika Pretnar-Kunstek in Lovro Bogataj. No, v Pirničah so začeli s tem projektom Starejši za starejše že leta 2008. Jaz sem se kasneje priključila, ko sem šla v penzijo, pač so me nagovorili, če se jim priključim in sem se jim priključila. Sedaj nas je 8. Žal pa je, da se kolektiv, bi lahko rekla, ta tim nekako stara. Imamo tudi starejše od 80 let, ki so še vedno aktivne in obiskujejo te starejše na domu. Tako da bi povabila vse, ki so pripravljene pomagati starejšim, jih obiskovati na domu, da se nam pridružijo. Klaro Marijo Plešec pa poznajo predvsem tisti, ki so kdaj potrebovali pomoč župnijske Karitas v Preski. Tam namreč prostovoljno dela že več kot 20 let. To je zelo lepo, veliko za naprej, za nazaj in pač obveza za naprej. To delo, ki ga opravljate, delate res s srcem. Zakaj ste se pravzaprav lotili toliko prostovoljnih ur nameniti tistim, ki potrebujejo vašo pomoč? Ja, to, kar pride, ure se naberejo, še sam ne veš kdaj. Tako da... Kdaj zmanjka energije? Pa ne. Pomaga pri pripravi in razdeljevanju hrane ter materialne pomoči, vodi tudi blagajno in evidence župnijske Karitas in ceni predvsem pristne stike z ljudmi, ki pri njih poiščejo pomoč, ko so v stiski. Skozi leta sem se naučila sprejemati ljudi takšne, kakršni pa so. Se vam zdi, da je veliko ljudi, ki so pripravljeni pomagati, ali se počutite kaj osamljeni, bom rekla, na tem področju? Ah ne, sej osamljena nisem, je pa to, da mladih ni, no. Smo vse že starejše, ki delamo to, tako da potreba po mladih je pa velika, po mladih sodelavcev. Plaketi občine Medvode pa sta tokrat prejela Marija Tome in Dušan Brekič. Marija Tome za svoj pomemben prispevek v izobraževalni dejavnosti, za katerega je prispela tudi državno odlikovanje. Za nagrado pa so jo predlagali člani upokojenskega društva Medvode, ki ga vodi že več kot 10 let. Kaj ne rečem, tako po domače, ne? Koliko sem vesela, res sem
ponosna in srečna. Marija Tome je ena tistih, ki ne obmiruje. Najraje pa igra na citre in prepeva v skupini Sončna jesen, ki je bila ustanovljena na njeno pobudo. To je človekov značaj. Je ena moja dobra lastnost, da sem delovna, preprosto, pridna in tam je tudi, prav ta pridnost in ta vztrajnost mi je pomagala pri dosegi vseh mojih šol in tudi kasnejšem spopolnjevanju in napredovanju na delovnem mestu. Pa pride kakšen dan, ko si ga vzamete samo zase? Vedno več. In to si štejem kot zaslugo. Ne vem, kaj me je obdalo, da v zadnjem obdobju zelo velikokrat grem popoldne spat. Ne glede na to, koliko dela imam, ker se da vse to preložiti. Marija Tome je svoje priznanje praznovala v družbi otrok in vnukov, menda pa bo morala častiti tudi svoje upokojenske prijatelje. Dušan Brekič pa bo plaketo zagotovo proslavil kje v gorah. Izmed številnih in izjemnih razlogov, ki so bili podlaga za njegovo tokratno nagrado, je prav delo v planinskem društvu njemu najbolj ljubo. Res mi veliko pomeni. Če samo malo pomislim nazaj, začel sem s 15 letom, prostovoljno delati, mladini in tako naprej. Evo, lani jih je bilo 80, pomeni 65 let prostovoljstva, ni področja, na katerem ne bi delal. Vse sem upravljal z veseljem. Če pa že moram nekaj izpostaviti, je to seveda planinstvo, delo v planinskem društvu, delo z veliko ljudmi, za veliko ljudi, skratka nekaj, ali pa, ko bi rekel, delo, ki lahko še danes vidimo rezultate tega mojega dela. Družbeno odgovoren je bil že kot najstnik v mladinskih delovnih brigadah. Zasluge za narod so mu priznali tudi z državnim odlikovanjem redom Srebrne zvezde. Ponosen je na številne projekte, pri katerih je sodeloval, od vrtcev, šol, zdravstvenega doma in policijske postaje. Tudi po upokojitvi je dejaven. Ne mirujem, še vedno vodim planinske izlete, predvsem upokojencev, delam še vedno v planinskem društvu, skratka, ne vem, kdaj bom nehal. Nikoli pa ne bo odnehal tudi sveži častni občan Metod Ferbar, ki mu kar ne zmanjka energije in idej in je tudi na slovesnosti pozval prisotne, naj vendarle skupnosti prispevajo nekaj več. Je namreč mnenja, da Slovenci dobimo precej več, kot damo. Če bi živeli v Ameriki, pravi, bi že zdavnaj zapravili vse premoženje za zdravstvo in ostale dobrine, ki so pri nas samoumevne. Pri nas pa sistem nekako zdrži, samo vid se pa, da na posameznih področjih zmanjkuje. In jaz sem, goreč pripadnik prostovoljstva, recimo hud sem tudi na cel niz enih funkcij, ki so po občinah, zame nesorazmerno dobro plačane, ki bi bile lahko zastonj ali pa za slavo, ne vem. Sam nikoli ni delal za lastno slavo, k temu pa prepriča tudi ostale. Po njegovi zaslugi so namreč veliko prostovoljnega dela opravili tudi drugi, saj ljudi s svojo energijo in voljo prepriča, da sodelujejo z lokalno skupnostjo. Kaj ga torej žene k tej aktivnosti, plod katere je našteto asfaltiranih odsekov s pridobljenimi soglasi, prenovljen dom krajevne skupnosti Smlednik, dograditev zbiralnice mleka v Mošah in Hrašah, ozaljšan kulturni dom v Smledniku in kapelice na Kalvariji na poti na Starigrad, pa urejena uporaba kulturnega doma Smlednik, objekti okrog Starega gradu ter spomenik kmečkim uporom v Valburgi in še mnogi drugi projekti. Če lastovka prileti iz Afrike v domače gnezdo, pa ne bi jaz nekaj za domače gnezdo naredil, ne vem. Morbiti sem začel že v ranih otroških letih, takrat, ko sem bil žrtev hitre, zgodne smrti očeta, pa sem bil po sili razmer dolžan sodelovati v raznih akcijah, tudi za majčken denarja, največkrat pa za nič. In to mi pa je ostalo v krvi, ne vem. Jaz mislim, da mora človek, ko
svoje odsluž, ko pride do penzije, pomiriti svojo ta zadnjo. Jaz za en zrezek na dan imam, 2 pa ne smem zaradi kolesterola. In vsaka gonja za denarjem je zame sebičnost, egoizem, ne vem. Na slovesnosti so se še enkrat posvetili delu dr. Branislave Sušnik, za slovesen glasbeni repertoar je poskrbela Severa Gjurin, prireditev pa je povezovala Betka Šuhelj Mikolič. V letošnjem letu je o nagrajencih prvič odločala komisija v novi sestavi. V njej so Roman Veras, Blanka Trampuš, Janez Šušteršič, Maja Kersnik, Matej Ulčar, Silvana Knok in Miha Šušteršič. Svojega dela so se lotili temeljito in se obenem odločili tudi nekoliko prevetriti pravilnik, ki ga bo seveda prej še potrjeval občinski svet. Tokratne nagrade pa so podeljevali še v skladu z veljavnim starim pravilnikom. Moram reči, da sem vesel, da se je komisija odločila tako, kot se je. Mislim, da bo komisija za priznanja velja tukaj spomniti, da občina Medvode ima nekoliko drugačen sistem od ostalih občin. Pri nas namreč nagrajencev ne potrjuje občinski svet oziroma je politika v celoti odstranjena od tega, ampak to počne, mislim, da je 7-članska strokovna komisija. No in letos so nastopili z novim mandatom, nekatere stvari postavili nekoliko drugače in prepričan sem, da nam bodo še pred koncem leta predlagali tudi določene spremembe samega pravilnika oziroma samih nagrad. Tega se veselim, kajti se veste, po 10, 15, 20 letih vsaka stvar vidimo, kako funkcionira in jo lahko še bolje nadgradimo. Tako da po eni strani vesel za nagrajence, po drugi strani za strokovno komisijo, ki je opravila odlično delo. Če izdamo le nekaj idej od komisije, ki se postopoma prelivajo na papir, bomo v prihodnje lahko nagrajevali tudi najvišjo nagrado za skupine, bolj jasno bodo opredelili razliko med plaketo in medaljo, s posebnim priznanjem bodo spodbujali mlade Medvoščane in tudi predhodna pridobitev soglasja za kandidaturo ne bo več nujno potrebna. A več o tem, ko bo predlog sprememb tudi uradno sprejet.